Lepo pozdravljeni, moje ime je Eva Vrevc. Jaz sem študentka medicine v Ljubljani in se ukvarjam poleg študija z učenjem tečajev prve pomoči. Se pravi, mi sodelujem v Društvu študentov medicine Slovenije v projektu Za življenje. In bi vam danes tudi rada nekaj povedala o prvi pomoči pri otrocih, pri dojenčkih, tam do 1 leta, kako razrešiti neke kritične situacije, pa kako preprečiti tiste, kako bi rekla, malo manj kritične situacije. Jaz bom po najboljših močeh poskušala odgovarjati na vaša vprašanja in upam, da bo za vas čim bolj zanimivo, Začela bi najraje kar z primerom zadušitve, se pravi, otroci so taka radovedna bitja, oni iščejo povsod, brskajo, raziskujejo stvari z usti. Kaj to pomeni? Da rado pride do kakšne zadušitve. Zdaj, dokler je to delna zadušitev, se pravi, da imamo neko delno zaporo dihalne poti, otrok lahko ob tem še diha. On lahko joka, recimo kašlja, lahko pride do tistega lovljenja sape, da vdihne pa izkašlja, vdihne pa izkašlja. In ta situacija je sicer neprijetna, ampak bo otrok s samim mehanizmom kašlja to najlažje sam odpravil. Kaj to pomeni? Da v tem primeru bolj škodujemo otroku, če ga nekaj močno po hrbtu tolčemo, bolje je, da ga samo spodbujamo, če nas on že razume, ga z besedami, ti se kar odkašlji, kar še kašlji, malo ga lahko tako za dušo potrepljate po hrbtu, ampak načeloma je takrat najbolje, da kar prepustite telesu, da tujek odpravi ven. Problem pa nastane, ko pri otroku pride do popolne zapore dihalnih poti, takrat pa on ne more ne vdihniti, pa tudi ne izdihniti, in pride do dihalne stiske. V tem primeru boste mogli pa res pomagati otroku, ker se bo drugače, na žalost, lahko zadušil. Kaj bomo naredili? Otroka verjetno že nosimo po rokah, ker nas skrbi, kaj se zgodi, vidimo, da nekaj ni v redu, in za začetek ga primemo in pogledamo v usta. Se pravi, če vidimo v ustih kakršenkoli tujek, ga lahko probamo s prstom odstraniti. Ampak samo v primeru, ko ga vidimo. Če tujka ne vidimo, potem ne tlačimo prsta notri, ker kaj se bo zgodilo? Ponavadi gre globlje noter. In če bo še globlje noter, lahko pride do poslabšanja te dihalne zapore, lahko mi naredimo neko delno zaporo v popolno zaporo. Zato odstranjujemo res samo v primeru, ko vidimo tujko. In poskusimo. Poskusimo enkrat. Če ne pomaga in če otrok vseeno ob tem lahko še diha, ga pustimo tako in poiščemo zdravstveno pomoč. Zdaj, odvisno, kje ste, je to, ali da ga sami peljemo, če ni v kritičnem stanju. Če je kritično stanje, absolutno vedno pokličete rešilce. Če pa mi z prstom oziroma z očmi ne vidimo tujka, je tujek toliko globoko, da lahko ali visi med glasilkama ali kje globlje in ne bomo mogli takole nič s tem šarjenjem narediti, ampak bo najbolje, da začnemo kar z ukrepi. Kako to izgleda? Kot prvo ga bomo vedno položili na trebušček. Najlažje je, da ob tem varujemo vrat in hrbtenico tako, da ga primem za čeljust, takole, ki je močna, in si ga položim na svojo roko in na nogo. Zdaj, ker sem jaz levičarka, je meni to lažje začeti z levo. Se pravi, preprimem, držim in primem takole za čeljust, si položim na roko in na nogo. In v tem položaju je otrok fiksen, Nogice bodo vseeno mehke, rokice bodo mehke in bodo padle navzdol. In v tem položaju začnem z 5 udarci med lopatice. Te udarci so lahko kar močni, Bolj, da ga malo preveč, pa da se tujek res odstrani, kakor da bi ga samo nežno božali, pa on ne bo imel nič od tega. Naredimo ga v taki J obliki, se pravi, da grem od vzgor in navzdol pa naprej, In potem, kako to izgleda? 1, 2, 3, 4, 5. 5-krat ga močno po
hrbtu, se pravi med lopaticama. Vmes lahko tudi pogledam, če je slučajno tujek šel ven. Pogledam, ni, ponovim. In naredim vsega skupaj 5 udarcev med lopatici. Važno je, da pri tem otrok ves čas gleda navzdol. Ker če ne bo gledal navzdol, se lahko zgodi, da jaz udarjam po lopaticah, tujek pride v ustno votlino in ker je pač navzgor obrnjen in gravitacija ne pomaga, gre tujek spet nazaj noter. In nismo nič naredili. Se pravi, on gleda ves čas navzdol. Če teh 5 udarcev med lopatice ni pomagal, ga primemo za glavico, tudi čez hrbet, in ga v bistvu, kakor da malo sendviček naredimo, ga obrnemo na drugo stran na hrbet. Spet si ga položimo na stegno, na roko in ga tako varujemo. Najslabše, kar se lahko zgodi, da vsem tem pade še na tla. Zato vedno ob tem sedimo, klečimo nekje na tleh, da ste vi sigurni in je otrok varen. V tem položaju bom pa zdaj izvedla 5 stisov na prsnico. Te stisi so podobni, kakor da bi recimo ga oživljali, kar bom tudi kasneje še pokazala. Je pa pomembno, da jih naredimo na pravilnem mestu in pa dovolj močno. Ker če ne bo dovolj močno spet, ne bomo veliko dosegali. In kakorkoli je grozen, verjemite mi, da v taki situaciji boste vi to sigurno zmogli. Kaj naredimo? Poiščemo točko med bradavicama na prsnico in 5-krat močno pritisnemo. 1, 2, 3, 4, 5. Spet lahko med vsakim stisom pogledate, da ni slučajno tujek že ven prišel. Padel ven iz ust, pogledamo po tleh. Ampak ne izgubljamo časa. Če ne vidimo vidne spremembe pri njemu, da bi zadihal, da bi zajokal, nadaljujemo. Naredimo torej 5 stisov na prsnico. Če te 5 stisi ne pomagajo, se vrnemo nazaj. Primem za čeljust, lahko ga primem tudi takole, v bistvu po želji. Važno je, da fiksiram s čeljustjo vso vratno hrbtenico in glavico. Ga zasukam, spet nazaj in ponovim zadevo. Naredim 5 udarcev med lopatici in to ponavljam. Se pravi, to delate toliko časa, dokler ali tujek ne pade ven, ali pa on izgubi zavest in bo potrebno oživljati. V kakšnem stanju je otrok? To delamo pri otroku, ki je še pri zavesti. To je zelo pomembno. On sicer ne more več dihati, je pa še toliko kisika v krvi, da še ni padel v nezavest in se še duši. Takrat izvajamo te postopke. Če pride do tega, da otrok rata čisto mlahav, da je nezavesten, da je zaradi zastoja dihanja prišlo do zastoja srca, gremo pa potem žal na postopke oživljanja. Pri tem moramo vedno merkati, da otroka položimo na neko trdo podlago. Še vedno varujemo glavico in ga položimo na trdo podlago. Oživljali bomo pa v istem razmerju, kot oživljamo odrasle, za laike to velja. In pa vedno z 2 ali 3 prsti pri tako majhnem. Če so večji otroci, potem prilagajamo. Pri nekem otroku v vrtcu bomo oživljali z eno dlanjo, pri starejših potem že obe roki uporabimo. Zdaj, mi se bi osredotočila na tokle majčkenga, ker je to vseeno najbolj dojenček. In kako bomo to zdaj izvajali? Njega položimo na ravno površino. Glavica naj bo v nevtralnem položaju, to pomeni, da je iztegnjena navzgor, takole, ne zvrnjena nazaj. Tega ne delamo pri dojenčku. Se pravi, glavica je v nevtralnem položaju in takoj pričnemo z 5 vpihi. Ker je pri otrocih tako, da je ponavadi zaradi dihalne stiske prišlo do srčnega zastoja, poskusimo vedno z 5 vpihi odpraviti to dihalno zaporo. In to delamo pri otrocih, drugače pa še pri utopljencih in tudi pri odraslih. Otroka smo položili na trdo podlago in potem z našimi usti in nosom prekrijemo
z našimi usti prekrijemo njegova usta in nos. Takole počez in bomo dali prve 5 vpihov. Se pravi, takole. Po teh 5 vpihih pa pričnemo z oživljanjem. Za začetek bomo začeli pritiskati, in na stise gremo, če se nič ni spremenilo. Se pravi, če po teh 5 vpihih ni prišlo do spremembe, do izboljšanja, do česarkoli, gremo potem na stise. Izvajali bomo 30 stisov pa 2 vpiha. 30 stisov, 2 vpiha. V primeru, da ste sami in še niste klicali na pomoč, je tako, da pri otroku vedno prvo izvajamo 1 minuto stisov, potem pa stisov in vpihov, šele potem kličemo rešilca, zato ker se velikokrat zgodi, da z samimi temeljnimi postopki oživljanja odpravimo celotno dihalno zaporo. Pri stisih in pri vpihih recimo pride do premika tujka in otrok spet lahko zadiha. Seveda potem še vedno kličete na 112 za vsak slučaj, da ne bi bilo kaj hujšega. Se pravi, naredila sem 5 vpihov, zdaj grem na stise. Stise izvajam, kot sem rekla, z 2 ali s 3 prsti. Na prsnico, to je med prstnima bradavicama, in izvajam jih nekje 1/4 prstnega koša globoko. To je kar zelo močno, ne se bati, da boste kaj polomili, ker so vse kosti še zelo mehke, zelo elastične in se bo vse upogibalo. Izvajam jih z frekvenco nekje 120krat na minuto, ker je zelo hitro, Še vedno pa dosti počasneje, kakor dojenčku bije srce, ki ima zelo, zelo hitro srce. In jih izvajam v ritmu. 1 in 2 in 3 in 4 in 5 in 6 in 7 in 8. 27, 28, 29, 30. Po 30 stisih spet naredim vpihe. In se vrnem na stise. In spet 2 vpiha. Pri vpihih povem toliko, delate jih, ker so fajn, ker so kakor češenca, tako na smetanici gor. Ključno pa je pri vsem tem, da izvajate dobre stise. Ker dobri stisi predstavljajo vseeno nekje 80% vsega oživljanja, vpihi pa so dodatni, Pomembno je, da jih delate pravilno, da prekrijete res nos in usta pri novorojenčku, ker je vse to vmesno skupaj, da sploh ne boste mogla, samo uste. In pa naredite nežne vpihe, nikakor ne z vso vašo močjo pihati v otroka, ima vseeno manjša pljuča in se lahko karkoli poškoduje. Naredite, se pravi, 2 nežna vpiha po 1 sekundo, vmes se vedno odmaknemo, da pride do pasivnega izdiha in potem ponovimo. To delamo do prihoda reševalcev, do izboljšanja ali pa do trenutka, ko nas nekdo zamenja, Se pravi, ni primera, ko bi rekli, zdaj pa ne bomo več oživljali, to se ne odločamo mi, to potem šele v zdravstveni ustanovi, zdravniki in reševalci. Je pa to zelo, zelo redek primer, res. Moram reči, da tudi pediatri vedno pravijo, da do oživljanja pri otrocih pride ponavadi po dolgih boleznih oziroma le pri nekih srčnih bolnikih in boste to verjetno le izjemoma rabili. Reševanje dihalne zapore pa se zna absolutno zgoditi vsakemu, Tako da je pomembno ne delati tega, če znamo bolj varen način, ki varuje otroka in preprečimo neke dodatne poškodbe. Fino je ob vsem tem, da vseeno tudi zavarujete, da sploh ne bi prišlo do česa takega. Lahko uporabljate tele zelo fajn, take zaporne, da se predali ne odpirajo, da zaščitite, da ne brskajo in sploh preprečite, da pride do nekih hudih poškodb. Meni se zdi tale od DM-a zelo fajn, ga samo enostavno namestite in bo vas otrok varen. Pa ne bo treba ne v zdravstveni dom,
ne na urgenco, ne nič. Ne bom nekih hudih izkušenj. Zdaj, kar se vam pa tudi lahko zgodi, poleg dihalne stiske, je pa opeklina, je zelo velikokrat pri otrocih tako, da kam pride pa neki zagrab, pa se kaj polije, pa se opeče, in pri otroku je to zelo hitro velika površina telesa. Lahko se že samo s skodelico čaja polije po celi roki, in pri njemu to predstavlja zelo velik delež glede na volumen telesa in pride do hudih dehidracij. To so odprte rane, ki se zelo rade vnamejo in jih je treba predvsem preprečiti. Pri opeklinah kot takih ne boste mogli toliko veliko narediti, ključno je, da sploh ne pride do njih, in lahko se to zgodi že doma, ko umivate otroka, sploh na začetku, če se kdaj zmotite, prevročo vodo uporabite. Fino je, da uporabljate kakšen termometrček, pa boste vedno na varni strani, da ne pride do poškodb, za katere ste v bistvu sami krivi, to si res noben ne želi. Kaj pa naredimo v primeru, ko že pride do neke opekline, lahko se zgodi vsakmu, vedno je pomembno, da takoj hladite. Se pravi, če se on opeče kjerkoli, recimo rečemo po roki, po trebuščku, hladimo. Takoj hladimo z hladno vodo, ki ima nekje 10 do 15 stopinj in držimo se kar pravila 3x15. To pomeni, v prvih 15 minutah 15 minut dolgo, z 15 stopinj hladno vodo hladimo. In to delamo. Problem je, da če je to neka večja površina in boste vi otroka dali pod tekoči curek, se bo zelo hitro podhladil. In v tem primeru je bolje, da če je to neka velika površina, otroka damo za recimo 5 minut pod hladno vodo, ga spet odmaknemo, pa ponovimo zadevo. In to ponavljamo, dokler ali ne pridejo reševalci, ali pa ga potem po 15 minutah odpeljemo v zdravstveni dom. Spet odvisno, koliko kritično je vse skupaj, koliko velika površina je. In potem, ko nehamo s hlajenjem, vedno pokrijete z neko suho sterilno gazo, ki naj bi čim bolj preprečila, da ne bi prišlo do nekih dodatnih vnetij, ker so te ponavadi največji problem pri opeklinah. Je pa pri otrocih tako, da je res zelo odvisno, kolikšen del imajo opečen. Čim so pa poškodovani kakršnikoli taki deli, kot so rokice, nogice, obraz, usta, dihalne poti, morate pa vedno v vsakem primeru do zdravstvene pomoči, da ne bi prišlo do nekega v bistvu zabrazgotinjenja, ki se potem težko odpravi. Zdaj bom tako, da me vidite za vsak slučaj. Merkite na vsak način, tudi poleti zdajle, ker je tako močno sonce, da jih otroke vedno namažete, lahko uporabite tole fajn kremico od DM-a, je zelo močna, ker se vseeno splača pri otroku, in pa kakšen klobuček na glavo z majico, nikoli brez naokoli. Jaz bom samo pogledala, če ste slučajno kakšno vprašanje postavili. Tako, da ne bom kaj zgrešila. Odlično. Samo trenutek. Upam, da se vam nikoli kaj takega ne zgodi, Pri opeklinah je tudi tako, da se razlikujejo glede na globino, tako da vaš otrok ima lahko povrhnjo opeklino, to je tista, ki niti ne povzroči mehurja. Če ni mehurja, potem ni tako hudo, to verjetno sami veste, malo bo rdečine. Dokler je zaprta rana, jo lahko vi namažete z bepantenom, se pravi, ne boste nič okužili, ker koža ni predrta. Potem imamo pa drugo stopnjo opekline, kjer pa pride do mehurja. Če nastane mehur, kjerkoli na koži, jih ne prediramo, To je zelo pomembno, da spet preprečimo razne opekline. Če pride do mehurja, vi lepo otroka vzamete in ga peljete v zdravstveni dom, pokličete rešilca, če so to neke večje opekline, in bodo oni poskrbeli za to. Vaša naloga je le to, da sterilno pokrijete, preprečite čim bolj, da bi prišli do neke okužbe in s tem
olajšate zdravljenje, ne, zato ker bolj, kakor bo sterilno, manj bo brazgotinjenja in podobno. Odlično. Zdaj pa, kaj pa narediti pri otroku, če se zgodi, da pride do neke alergije, alergične reakcije. A ne, to so le danes zelo pogoste stvari. V takem primeru bomo pa se mogli odločati glede na njegove simptome. Ključno pri alergiji je namreč vaša pravočasna prepoznava. Pri nas, kot odrasli, se ponavadi alergija kaže predvsem z izpuščajem, z slabim počutjem, z srbenjem. Verjetno je vsak že kdaj imel kakšen pik, ki je tudi malo odreagiral, pa te pol srbi, pa se praskaš, pa tako podobno. Pri dojenčkih in pri otrocih se pa alergije sploh ni nujno dokažejo na tak način, ampak se ponavadi bolj z neko prebavno simptomatiko. Kaj to pomeni? Da dojenček, ki zaužije neko hrano, na katero je alergičen, ali pa ga piči neka žival, na katero je alergičen, lahko dobi drisko, lahko ima krvavo drisko, če je zelo hudo, lahko bruhajo, lahko so taki mlahavi, somnolentni, čist mirni ali pa zelo nemirni. Tako kaže se lahko na zelo neznačilne načine, čist mešani simptomi. Sigurno, absolutno se pa lahko tudi potem kaže za kožno simptomatiko zraven. Lahko dobi izpuščaje, lahko ga srbi, lahko je rdeč, razne take stvari. In če smo mi to v bistvu opazili, potem ko smo mu ponudili neko hrano na novo ali pa vidimo, da ima kakšno bulico, karkoli takega, je vedno pomembno, da pomislite na to, da bi bila lahko alergija. In dokler bodo to samo neki lokalni znaki, se pravi, njega je v roko pičila, njemu bo rokica zatekla, ali pa okoli rokice mu zateče, ali pa v nogico in bo znaki samo tam. Se pravi, so lokalni. Bo dovolj, če apliciramo lokalni antihistaminik, se pa lahko s fenistilom s kakšno tako kremo namažete in bo že to bolj in spremljate. Vedno gledajte, ker se lahko alergija pojavi tudi 4 ure po piku ali po zaužitju. Otroka vedno gledamo, kako se razvija. Problem je bolj, ko nastane neka sistemska reakcija. Se pravi, sploh kadar pojedo kakšne stvari, kot so zelo alergeni arašidi, jagode in podobno, kakšno mleko, kakšna jajca. Takrat pride velikokrat potem do sistemskih znakov. Se pravi, on dobi izpuščaje, njega vse srbi, joka, driskico ima, bruha, vse to skupaj tako naenkrat, pa zelo hitro se lahko pojavi. Nas bo začeli skrbeti, da ne bi šlo potem naprej v anafilaktično reakcijo. To je pa reakcija, ko se v bistvu celo telo preveč burno odzove na nek tujek, na neko novo stvar, ki ni nujno, da smo jo v bistvu sploh prvič zaužili, lahko se šele pri drugem obroku pokaže. In v tem primeru je pomembno, da mirno odreagirate in čim prej pokličete na 112, ker nek otrok, pri kateremu se to prvič pokaže, doma nima tiste injekcije, tistega epipena, ki ga poznate mogoče od sladkornih bolnikov, da si potem daš takole v mišico. Tak otrok tega ne bo imel, ker epipen, tisto injekcijo adrenalina, dobijo otroci šele po večjih testiranjih od zdravnika z primernimi navodili. Nekdo, ki pa to prvič doživlja ali pa ima manjšo reakcijo, mu boste pa vi lahko samo doma dali klaritin. Se pravi, to ga imamo skoraj vsi doma, damo lahko tudi dvojno dozo tekom dneva. Je pa pomembno, da če se alergija prvič pokaže in pokaže tako burno, da ima on tudi znake hipotenzije, se pravi, da mu tlak čist pade ali pa da rata nezavesten, da je čist tak mlahav, takrat pa vedno absolutno kličete rešilce, da bodo oni prišli in takoj dali otroku tudi dozo adrenalina. Zdaj, tisti od vas, oziroma med vami, ki imate otroka z neko alergijo, pa verjetno tudi sami že veste, oziroma če so vam dodelili ta epipen, kako se ga uporablja, načeloma za ostale. Kaj je epipen? Epipen je v bistvu nek tak debel svinčnik, ki ima v sebi adrenalin. In ta adrenalin apliciramo potem v mišico, v stegensko mišico, v ritensko mišico, takole za pičo.
Na vrhu ima varovalo in pa vzadje vsa navodila. Če ga rabimo oziroma če ga bomo mogli uporabiti, ga uporabimo itak samo pri nekomu, ki ga je dobil pri zdravniku z navodili. In pa vedno bomo začeli s tem, da na vrhu odstranimo modro varovalo, tak pokrovček ima, ki ga potegneš dol. Potem pa zadevo primeš močno v roko, takole v pest, in jo otroku apliciraš v mišico ali ne tlele v ritko. Ampak zdaj pomembno je to, stvar je za enkratno uporabo. Če boste to uporabili, bodite prepričani, da boste speljali do konca. Kaj naredimo? Z rahlim zamahom pritisnemo, počakamo 10 sekund. Treba je res prešteti do 10, da se ves adrenalin sprosti, odmaknemo. Ko bomo odmaknili, se bo tudi igla, ki je noter skrita, pospravila, skrila, da ne more noben drug jo ponovno sprožiti. S tem se zavarujete in zavarujete vse okoli sebe. Sploh če je še kakšen otrok, se lahko s tistim pol igra in se ne bo mogel poškodovati. In pa malo pomasirate. Kaj se bo zdaj s takim otrokom zgodilo, ki je dobil adrenalin? Predstavljajte si, da ste na najhujšem vlakcu smrti. To je močna doza adrenalina, ki bo njemu sicer omogočila, da bojo simptomi popustili, je pa zelo razburljivo. Njemu bo začelo tako srce močno biti, tlak mu naraste. Ampak kaj je ključna stvar, ki jo adrenalin naredi? Prepreči oziroma olajša najhujšo posledico, ki jo povzroči anafilaktična reakcija, in to je dušitev. Vsi si verjetno predstavljate anafilaksijo glih tako, pride en človek, ga nekaj piči in pol on dela. In to je nekako zadnja stopnja, se pravi, pri njemu pride do zatekanja dihalnih poti in okoli glasilk in ne more več dihati. Takemu otroku bo se znižal glas, če že recimo govorijo, hripavi ratajo in kašljati začenjajo in potem to prehaja v dihalno zaporo. In takrat se pa res že zelo mudi, takrat nujno potrebuje adrenalin in če ga ima s sabo, absolutno apliciramo, kot smo se naučili, v nasprotnem primeru pa vedno že takoj kličete rešilce. In pa kolikor se le da, poskušamo pomiriti otroka. Jaz upam, da je bilo to malo tako v pomoč. Predvsem vam polagam na srce, saj verjetno vsi to že počnete, ampak ključno pri otrocih je, da preprečujemo. Da preprečujemo kakršnekoli poškodbe, ker imajo lahko vseeno hujše posledice, kakor si mislimo. Zelo tako dolgotrajne so recimo sploh kakšna zdravljenja opeklin, tako da merkati predvsem tudi z elektriko. Absolutno je fino, da imate recimo kakšne takele zaščite za vtičnice, ker kaj je valjda zanimivo, vtikati prst noter v elektriko. Elektrika je pa ena najhujših stvari, ki povzroča opekline, tako da takele lepo jih zaščitite, pritisnete not, zelo enostavni so za namestiti, pa bo vaš otrok varen. Sploh takrat, ko se začne puzati, ko začne jo šibati, pa se pa kam naslon, pa malo pobrska. Dajte to zaščititi, verjetno pa itak že vsi to počnete. Drugače pa pri otrocih itak ponavadi tako, da sploh pri kakšnih manjših poškodbah oni jokajo, zato ker je čudna situacija, ker je grozen in veliko že s tem naredimo, če malo za dušo, date kakšen lušten takle flajšterček gor, če so kakšni medvedki gor, pol še sploh pomaga, ali pa imeti za vsako, poškodbo kakšen drug flajšterček, ene medvedke, kakšne spidermančke, kakšne rožice. In mi vidimo, sploh na kliniki, da je predvsem za dušo treba narediti, pa tudi vse ostalo pozdraviš in ne bo hudega. Jaz se zahvaljujem, upam, da nisem kaj veliko vprašanj zgrešila, jih pa z veseljem pol tudi naknadno odgovorim, tako ponavadi tudi naredim, če kaj sfalim. Veliko je v bistvu še za povedati, in tisti, ki bi vas bolj zanimali, pa ker ste imeli mogoče zdajle kakšna vprašanja, pa sem jih jaz spregledala, kar se zna zgoditi, dajte kar napisati, pa bomo še podgovorili, ali pa lahko tudi obiščete kakšen od naših tečajev. In sicer ta naš projekt, za življenje, katerega vodja sem jaz letos še organizira, kakor sem že prej omenila, večkrat letno take tečaje tudi za individualne prijave, sodelujemo pa tudi z Pedosano na primer in pri njih organiziramo pediatrične tečaje,
kjer se lahko dejansko, kako bi rekla, hands-on naučite vseh teh veščin. Primete našo fajno lutko, našo živo v roke in poskusite, kako je pritiskati na prstni koš, kako jo obračamo. Poleg tega se pa na teh tečajih potem tudi še pogovarjamo o raznih stvareh, kot so zastrupitve, piki, še posebej piki kač. Pri starejših otrocih tudi izbiti zobe, ker ko jim enkrat stalno izrastejo, se vseeno lahko zgodi, da se izbijejo, pa je tudi fino čisto vedeti, kaj narediti. In pa na teh delavnicah potem tudi pogledamo, kako se uporablja defibrilator, ki je sicer še bolj redka stvar kot sami temeljni postopki oživljanja. Je pa fino ga enkrat prijeti v roke, pogledati, kako to izgleda, kaj se z njem naredi. In vse to se lahko na naših tečajih naučite. Lahko pogledate na Facebooku, imamo spletno stran Projekt za življenje Ljubljana, pa tudi tam karkoli napišete, drugače pa kar prek DM Slovenija. In lahko se tudi pozanimate glede teh izdelkov, se jih vse da tam dobiti, pa merkamo, da bo čim bolj vse v redu za naše otroke. Jaz vas vse lepo pozdravljam, pa upam, da se še kdaj slišimo, vidimo in pišemo. Hvala lepa, evo, pa naša živa, pa pa!